Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Ne jezite se sami nase, ne jezite se na ljudi, ne jezite se na Boga. Naj vam nekaj povem, živimo v jeznem svetu. Vendar mi, ki se imenujemo Božji otroci, ne bi smeli biti del tega jeznega sveta. In skrbi me, da bomo, če se ne bomo zavestno odločili, da ne želimo biti kot oni. Kaj je prepir? Definicija za prepir nam pove, da se o nečem pričkamo, se ne strinjamo, se prepiramo s sovražnim govorom. Ne gre za to, da bi se mogli vedno strinjati, vendar se moramo naučiti, kako spoštljivo izraziti svoje neodobravanje. Prav tako je definicija za prepir kot jezen podtalni tok. Vi veste, da ko nekdo kriči, je jezen. Če vas kdo zmerja in je vznemirjen, veste, da je jezen. Vendar kaj boste rekli, ko nekdo hodi naokrog in se pretvarja, da je vse v redu, z velikim nasmeškom na obrazu? Medtem pa v svoji notranjosti prekuhava zamero za zamero. Ali ste kdajkoli igrali to igro v vaši hiši, ko ste se jezili na enega izmed otrok, ali ste bili jezni na osebo, s katero ste poročeni, vendar si nadenete tisto lažno veselo masko z molitvijo "odpustim ti". Vendar pa vsakič, ko se ta oseba pojavi v sobi, greste v drugo sobo. Če ste žena in se jezite nanj ter morate skuhati kosilo, mu tisti dan ne boste skuhali nič takšnega, kar ima on rad. Seveda, če boste sploh kaj skuhali. Tako je to, če on hoče iti hitro v posteljo, boste vi ostali dolgo po konci. Koliko izmed vas ve, o čem govorim? Vse te pretveze. Vidite, stvar je ta, da če uspemo okaniti druge, morda lahko pretentamo celo sami sebe, vendar ne moremo okaniti Boga. In stvar, ki jo hočem, da jo razumete, je ta, da je prepir zelo, zelo nevaren. Sama verjamem, da je prepir hudi duh, ki je poslan iz pekla, da bi razrušil zakonske zveze, vsakovrstne osebne zveze in tudi cerkev. Ali se zavedate, da s prepirom propadajo tudi cerkve? Pričkanje v pevskem zboru, pričkanje med sodelavci in pričkanje v skupnosti. Vse to pomeni propad. Nekoč sem pripadala cerkvi, ki jo je uničil prepir. Zelo slabo je, če se takšna nesnaga nahaja v svetu, vendar pa je 3-krat ali 4-krat slabše, če je v cerkvi. Če je tam nekaj, kar bi lahko storili kakor kristjani, se moramo zavestno odločiti, da ne bomo hodili samo v cerkev in delali gnečo v klopeh, ampak da bomo živeli načela, ki nas jih je učil naš Gospod Jezus Kristus in jih je imenoval pot. Rekel je, jaz sem pot, in to pomeni, da nas bo naučil takšnega načina življenja, ki je drugačen od posvetnega. In to pomeni, da moramo nehati samo poslušati stvari in jih začeti opravljati kot posamezniki. Tudi če nek vaš znanec dela nekaj, ima vsak izmed nas po Božji milosti odgovornost, da prenese svojo pokorščino na višji nivo. Želim, da bi bil Bog ponosen na svojo cerkev. Želim, da bi si pridobil slavo v naših življenjih. Slišali ste že, da smo v svetu, vendar pa ne od sveta. Mi nismo v tem, kar mislimo, da je privilegij, vendar je le svoboda mesa, ki si jo jemljemo in živimo kakor svet ter sledimo svojim občutkom. Jezus nam je pripravil pot, da bi po njej živeli in se imenuje ozka steza, vendar pa Svetopismo pravi, da ta pot vodi k življenju ter k vsaki dobri stvari. Ko sva z Davidom začela misijonsko službo Joyce Meyer, sva jo začela v kleti pri nas doma.
Še dobro se spomnim časov, ko sva imela samo eno zaposleno osebo in njena pisalna miza je bila kartonska škatla. Verjemite mi, poznam majhne začetke. In povem vam, če zaničujete skromne začetke, potem nikoli ne boste prispeli do česa velikega. Ostati morate zvesti v majhnih stvareh. Včasih veliko dlje, kot bi sami hoteli. Preden vas bo Bog napravil za upravitelje velikih stvari. Kajti vi se morate dokazati. Vendar, ko naj jo je Gospod poučeval in vodil, mi je vsadil v srce lepo stvar in ko sem povedala možu Davidu, se je on takoj strinjal. 3 stvari so, ki jih hočem, da jih storiš. Če jih boš izpolnjevala, bom blagoslovil tvojo duhovno službo in življenje. Rekel je, prvič, v duhovni službi se ne prepira in tudi ne v življenju. To pomeni, da se z Davidom ne smemo prepirati doma, potem pa oditi v javnost in odigrati neke vrste religiozno predstavo in govoriti drugim ljudem, kaj naj počnejo v njihovem življenju. Česar pa sama nisva storila doma za zaprtimi vrati. Ni tako pomembno, kaj delamo tukaj, ampak kaj delamo doma za zaprtimi vrati. To je, kako se obnašamo na delu, na tržnici, v trgovini, kako ravnamo z ljudmi. Kako dolgo ostanete jezni, ko se razjezite? Kako hitro vas lahko užalijo? Ali ste preobčutljivi, zamerljivi? Eden tistih negotovih, ki jih mora vsakdo podpirati. Z ničemer se ne morete soočiti, ker ste tako zelo, zelo občutljivi. Upam, da boste videli, da Bog hoče govoriti danes vsakemu izmed nas. In če boste napravili odločitev in dopustili Bogu, bo začel delovati v vašem življenju in vas bo spremenil. Lahko vam zagotovim, da Bog ne deluje samo po osmozi. Moramo napraviti odločitev, Bog v svojem življenju hočem to, kar hočeš ti. Pa če tudi je neprijetno, samo da hodim po tvoji poti. Hočemo imeti takšno držo, kot jo je imel Jezus, in neposvetno držo. V svojem življenju se izogibajte prepira. Ne prepirajte se v službi. Že na začetku duhovne službe sva se morala soočiti s prepirom. To pomeni, da če sva najela kakšnega delavca, ki se je kar na začetku začel prepirati z drugimi zaposlenimi ali začel razširjati čenče in upravljanje, kot naprimer mislim, da on tega ne bi smel storiti, ne bi smel storiti onega, potem smo se morala z njim pogovoriti. Zelo redko sva govorila s komorkoli več kot 2-krat, kajti potem niso več delali pri duhovni službi Joyce Meyer. Naj vam povem zakaj. Prepir je zelo nevarna stvar. Je kot strup, ki se razlije med ljudmi in če ga ne zaustavimo, se bo razširjal naprej od osebe do osebe. Kjer je edinost, tam je blagoslov. Kjer je složnost, tam je posvečenje. Če se 2 na zemlji zedinita o čemerkoli, se bodo izpolnile njune prošnje. Vem, da smo to že slišali, vendar je neka moč v slogi. Vendar se ne moremo strinjati samo naključno, kajti mi smo tako različni. Ne vem, kako se sploh nekdo lahko strinja z drugo osebo brez Božje pomoči. Sama priznam, da tega ne zmorem, ker so ljudje tako edinstveni. Vsak izmed nas je malo čuden. Stvar je v tem, da bolj, ko ste blizu nekomu, bolj opazite tiste čudne stvari. Amen. To je tako, kot če 2 hodita skupaj 5 let in se potem poročita. Kar naenkrat opazite na drugem stvari, ki jih poprej niste nikoli videli, ker se vedno poskuša prikazati v dobri luči. Kar naenkrat pa se te stvari pokažejo, ker zanje ne skrbimo preveč. Tako mi je Bog rekel, izogibaj se prepira v življenju. In ena stvar, kako sva to uresničila, da sva si z Davidom obljubila, da ne bova. Ko sva eden na drugega jezna in imamo kakšen problem, ga ne bova tako reševala. Bogu sem obljubila, da ne bom nikoli stopila za ta pult, da bi narejeno predavala, da ne bom stopila sem kaj z žalostjo v srcu, brez da bi nekomu odpustila. Pa naj bo karkoli, kar moram storiti, ali se kakorkoli ponižati. Stvari bom izravnala, preden bom stopila sem gor, da bi z vami delila Božjo besedo. Saj ne verjamem, da bo Božja beseda prinašala posvečenje, če pridigamo z masko na obrazu. In vi morate prejeti Božji blagoslov tega, kar izrekam, ali pa vam ne bo pomagalo. Ni važno, kaj rečem.
Vendar vam mora Sveti Duh prinesti posvečenje ali pa nič ne koristi. Ni moj ljubki glasek, ki vas pritegne, ampak je posvečenje Svetega Duha po Božji besedi, ki ujame ljudi. Kajti oni slišijo resnično Božjo besedo, ki jih osvobodi, vendar mora biti posvečena. Vsi moramo biti zakoreninjeni v Božjem posvečenju. Pa če ste v službi starševstva, podjetništva ali česarkoli, karkoli že delate, rabite posvečenje. In ena najhitrejših poti, da uničite posvečenje, ki ga ima Bog pripravljenega za vaše življenje, je, da si nadenete lažno masko, ki prinaša veliko miro, grenkobe, žalosti, razočaranja in zamir v vaše srce, medtem ko si na obraz nadenete lažni nasmešek in se delate kakor kot da bi bilo vse čisto v redu. Druga stvar, ki nama jo je Bog razodel, je: delaj vse, kar počneš, z odličnostjo. Odličnost ni nekaj pretiranega, ampak samo pomeni, da opravimo najbolje s tem, kar imamo na razpolago. To je tudi cela serija poučevanj in se v to ne bom spuščala. In tretja stvar, ki jo je rekel, bodite celostna osebnost z integriteto. To pomeni, da naredite to, kar rečete in ste pri tem pošteni. Da ste pošteni v vašem poslovnem delovanju, da ste pošteni na delovnem mestu, da za 8-urni delovnik dajete 8-urno plačilo, da se ne igrate po internetu, ko bi morali delati, da ne uporabljate telefona za osebne stvari v službenem času, takšne majhne stvari. Malo kisa pokvari dobro vino. Kaj ugonobi človeška življenja? Zares so to majhne stvari in če se z njimi ne soočimo, lahko postanejo velike stvari in postanejo prava mora v našem življenju. Jezus je rekel, kradljivec pride, da ubija, krade in uničuje. Jezus pa je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju do polnosti, da teče čez rob. Kar oko ni videlo in uho ni slišalo, je Gospod pripravil tistim, ki ga ljubijo. Vse to je obljubil tem, ki ga brezpogojno ljubijo in poslušajo. Ni važno, koliko milosti bomo pridigali, vendar se nikakor ne moremo otegniti drži, da ne bi sodelovali s Svetim Duhom in ga ubogali. Vsi izmed nas lahko pademo, kajti nihče ni popoln in to je, kjer deluje Božja milost. Vendar pa milost ni opravičilo, da bi živeli razpuščeno življenje in bi nam bilo kar opravičeno. Milost je Božja moč, ki nam pomaga storiti to, kar pričakuje Bog od nas. Če vam je težko nekomu odpustiti, potem vzemite v roke Sveto pismo in preglejte vse odlomke, ki jih lahko najdete na temo odpuščanja, jeze in jih na glas preberete. Pri tem prosite Boga za milost, da bi lahko pristopili k tej osebi in ji v resnici ljubeznivo ravnali z njo in ji odpustili. To bo delovalo, kajti v Božji besedi je moč, ki vas usposobi narediti vse, kar morate ali je potrebno. Božjo besedo morate uporabljati kot zdravila. Če se urežem v prst, ne vzamem aspirina. Če imam glavobol, si ne obvežem glave. Mi vemo, kakšna zdravila moramo vzeti za kakšno bolezen. Vendar tako pogosto beremo Božjo besedo samo naključno, kakor dolžnost, veste, malo beremo tukaj in malo tam. Nič ni narobe, da beremo Sveto pismo v skupinah ali da ga prebiramo vsak dan, pa če tudi se ne nanaša na našo posebno situacijo. Vendar kot dodatek k temu morate uporabiti Sveto pismo kot zdravilo. Če ste nestrpni, potem preštudirajte potrpežljivost. Če ste godrnjavi, študirajte dobroto in ljubezen. Če ste jezni, potem preštudirajte odpuščanje in nevarnosti zamire. Če ste jezna, zagrenjena osebnost, potem vam ni treba brati o blaginji in uspehu. Tega kratko malo ne potrebujete, ker me prav malo briga, koliko se priporočate za blaginjo, dokler ne izravnate svojih poti v življenju, vam ne bo prišla naproti. Dajte no, slavimo Gospoda. Ali se hočete pogovarjati o tem, da bi prepir odstranili iz svojega življenja, da se otresete vseh žalitev, zamir, jeze, razočaranja, neodpuščanja, užaljenosti, grenkobe? Naj vam nekaj povem. Ne jezite se na Boga. Veste, nekateri ljudje imajo takšno mišljenje.
Jezim se na Boga. Žal mi je, nočem biti nesramna. Razumem tudi čustveno stran tega, vendar to je tako neumno, kajti Bog je edina oseba, ki vam lahko pomaga. In Bog ni vzrok vaših problemov. Vzrok leži pri sovražniku. Nikar ne grajajte Boga, če stvari niso šle v vašem življenju na način, kot bi vi hoteli. Ne morete biti jezni na Boga, če ste stari 50 let in še vedno samski. Ne morete se jeziti na Boga, če ste vedno hoteli otroke in jih niste nikoli dobili. Ne morete se jeziti na Boga, če ste verovali v Božje ozdravljenje za nekoga, pa ga tista oseba ni prejela in je odšla domov k očetu. Niti za trohico ne pripomore k dobremu, če se jezite na Boga. Bog je vaš prijatelj in on je dober. Nobenega razloga ni, da bi bili jezni na Boga. Nam ni treba vsega razumeti, kar se dogaja. Kar moramo storiti je, da ponavljamo: Gospod, verujem. Verujem. Ne vem, zakaj se je to zgodilo, ne razumem in tako boli, kakor bi vse izgubil, vendar Bog, zaupam ti, kajti če nimam tebe, potem nimam nič. Mislim, kaj nam še ostane, če nimamo Boga? Nimamo prav ničesar, če nimamo Boga. Kajti svet zagotovo nima česa, kar bi nas lahko potolažilo v času izgube. Ne jezite se sami nase. Ne jezite se na ljudi. Ne jezite se na Boga. Ni nobenega smisla, da se jezite na vlado, nobenega smisla ni, da se jezite na poštarja, nobenega smisla ni, če se jezite na trgovce v trgovinah, ker so visoke cene, ali na bencinskih črpalkah, ker je bencin dražji, kot bi želeli. Nekaj vam povem, mi živimo v jeznem svetu. Vendar mi, ki se imenujemo Božji otroci, ne bi smeli pripadati tej jezni skupini. In zelo me skrbi, kajti če se ne bomo zavestno odločili, da bomo to postali. Zelo enostavno je namreč, da vas svet kar sam posrka in tako ravnate. Eden izmed znakov ob koncu časov je, da ljubezen človeštva ugaša. Zelo se moramo paziti poti prazne, hladne ljubezni. A veste, kaj mislim? To je tedaj, ko vsi govorimo o tem, kar naj bi bilo krščansko. Vendar pa tega sploh ne izpolnjujemo. Nemogoče je biti jezen in dopustiti, da Božja ljubezen teče po vas. Presenečeni bi bili ob tolikšni množici v tej dvorani, osebe, ki ljubijo Boga, molijo in so prišli sem kaj zaradi ljubezni do Boga. Vi ste ljudje molitve, vendar ste razočarani, ker vaše molitve niso bile uslišane. In Sveto pismo nam jasno pove, da ko molimo in če imamo karkoli zoper kogarkoli, naj gremo in se najprej spravimo s svojim bratom, potem pa darujemo vreden dar Gospodu. Če tega ne storimo, tudi Bog ne more uslišati naših prošenj. Neverjetno je, koliko ljudi prihaja z jezo v cerkev nedeljo za nedeljo in mnogokrat gredo v cerkev celo s človekom, na katerega so jezni. Celo vrsto let sva midva z Davidom igrala to igro. Veste, če hudiču uspe nakuhati kakšen prepir, ga bo opravil v nedeljo ali za praznik. Če je mogoče karkoli izgubiti, če se lahko otroci slabo obnašajo, če se lahko karkoli zgodi, bo to v nedeljo. Zakaj? Ker Satan želi, da vstopite v cerkev razdraženi. Tako da semena Svetega Duha ne bi mogla pognati korenin v vaših srcih. Če smo v svoji notranjosti popolnoma razdraženi, ni važno, kako visoko dvigujemo roke in pojemo cerkvene pesmi ali uporabljamo cerkveni jezik, kot na primer: Hvaljen bodi Gospod, hvala ti Jezus, aleluja, slava Bogu, pozdravljena David in Joyce, slava Gospodu. Tako sva ponosna, da sva tukaj. Vso pot sem v avtu sva se prepirala in tudi ko greva nazaj, bo enako. Ni se vam treba čuditi, da se stvari ne uresničuje v vašem življenju, če vse to dopuščate. Poglejmo k pismu Filipljanom, 2. poglavje, 2. vrstica. Pavel pravi: dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Mislim, da je to zanimivo, živeti v harmoniji. Veste, ne mislim, da je Pavel hodil po tankem ledu, ampak mislim, da je Pavel pisal ljudem, ki jih je imel zadosti z njihovim dlakocepstvom in pritoževanjem glede eden drugega. In on jih je nekako spodbujal, ko je rekel: če me hočete napraviti srečnega, potem se pobotajte.
Če hočete povečati moje veselje, če hočete nekaj storiti zame. Pavel bi lahko tudi rekel, če zares spoštujete vse moje učenje, ki sem ga v vašem življenju podaril, potem mi napravite uslugo. Ne bodite malenkostni, ampak bodite enega duha. Rada imam izraz pomožni delavci. Veste, kdo so pomožni delavci? Pridejo na delo, opravijo svoje delo z nasmeškom na obrazu. Ne pritožujejo se, ne pogajajo se neprestano o nečem, ne pritiskajo na nas. Imajo 1 uro za kosilo in se ne izpišejo 10 minut prej. Na delo pridejo ob času in zapustijo delo ob svojem času. Gredo domov in pridejo drugi dan spet na delo. O plačilu so zaslužili svoj denar. Nimajo takšnega mišljenja o sebi, kakor dolžan si mi. Pa čeprav sama nočem veliko, samo da ni vsakeč, ko pridem sem, kakšen problem. Dajte no, slavimo Gospoda. In tu so verjetno ljudje, ki prav sedaj potrebujejo delo. In vi bi bili veseli, če bi se pritoževali na plečih nekoga o vsem času, ki ste ga imeli. No, gremo naprej. Ničesar ne bom storil iz prepirljivosti, sitnarjenja, bojevitosti, sebičnosti ali nevrednega konca, da bi me gnala domišljavost ali prazna napihnjenost, ampak v pravem duhu ponižnosti. Če se hočemo strinjati ob naslednjih srečanjih, moramo veliko govoriti o ponižnosti. Kajti, kjer je pričkanje, tam je vedno ponos. In če se 2 človeka sporazumeta, potem morata biti oba ponižna. Ali pa vsaj eden vzame ponižnost nase in je pripravljen se opravičiti s ponižno držo in reči: mislil sem, da sem imel prav, vendar pa mogoče nisem, mogoče sem se motil in mi je žal, spraviva se. Nekdo mora imeti dovolj ponižnosti, da nima nujno še enega mnenja ali da hoče imeti vedno zadnjo besedo. In če mislite, da ste ponižni, potem verjetno niste. Jaz sem imela celo serijo učenja z naslovom Cena za ponižnost, vendar pa nisem nobene prodala, kajti ljudje, ki bi jo potrebovali, so bili preveč ponosni, da bi si jo kupili, ker niso hoteli, da jih kdorkoli vidi pri nakupu, češ da so preveč ponosni. Če mislite, da ste ponižni, potem je to verjetno največji vaš problem. V duhu ponižnosti drug drugega imejte za boljšega od sebe. To pa ne pomeni, da se ponižujete bolj, kot je potrebno, vendar pomeni, da čeprav imate dobro mnenje o sebi, imate še boljše mnenje o drugih. In če smo pošteni, potem vemo, da so določeni ljudje v našem življenju, o katerih imamo mnenje, da ne vedo, kaj delajo in ne vedo, kaj govorijo. Resnica je, da bi Bog lahko govoril neposredno vsakemu izmed nas prav po tej osebi. In ne bi prišlo do vas ali mene, ker mi že imamo svoje visoko cenjeno izdelano mnenje o njih, da nam oni pač nimajo ničesar tehtnega za povedati. Moliti moramo: Bog, uči me po vsakem človeku, poučuj me po otrocih, po tistih, ki so visoko ali nizko, poučuj me po ljudeh, ki jih imam rada in tudi po tistih, ki jih ne maram. Bog napravi tako, da se naučim nekaj od vsake osebe, ki jo srečam. Amen. Mislim, da bi morali obnoviti spoštovanje in čast v krščanskih vrstah. Drug drugega bi morali spoštovati, drug drugega bi morali ceniti in bi morali vrednotiti vsako osebo ter se ne le družiti s 3 ali 4 osebami našega intimnega sveta, s katerimi smo prijatelji. Ampak z vsemi moramo se zavedati, da Bog ljubi vsakega človeka in da nobenega ne zametuje. Mislim, da je to za Boga zelo pomembno. Tako se moramo ponižati, da ustvarimo boljšo držo do vseh ljudi, tako da jih cenimo in spoštujemo.
Četrta vrstica pravi, naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To je eden izmed načinov, kako se izogniti prepiru v naših družinah. Skrbite za to, kar drugi ljudje mislijo. Ne bodite sebični in usmerjeni samo nase, ter mislite, da boste ravnali na svoj način ves čas in če se to ne zgodi, kuhate mulo. Vse to vem, ker sem bila sama takšna vrsto let. Če ni bilo po moje, ni šlo nikamor, ker sem bila jezna, vse dokler ni bilo po mojem. In to sem storila, ker sem tako odraščala. Tako me je moj oče naučil. Opazovala sem ga, kako je ljudi nadzoroval z jezo in sem sama nadaljevala isto metodo, dokler se nisem dokopala do razodetja, da je to odvratno Gospodu. Bog želi, da včasih ni po našem in da vkljub temu imamo veličastno držo. Se zavedate tega? Če žrtvujete, morate žrtvovati z izbrano držo. Bolje, da to jaz rečem, kakor pa kdo drug, ker ne bi razumeli. Bog včasih želi, da ni po našem in da vkljub temu obdržimo veličastno držo. In če se moramo žrtvovati, potem moramo žrtvovati z izbrano držo. In včasih si celo rečem, dobro, to ni šlo po moje, kot bi želela, vendar mislim Bog, da je dobro zame, hvalen bodi Gospod. Preveč let sem bila razočarana, ker ni bilo po mojem in v meni se je samo kuhalo. Vsa ta razočaranja, ko ni po vašem, ves ta boj prepreči v vašem življenju posvečenje, prepreči napredek v vašem življenju, ukrade vam mir, ukrade veselje, onemogoči vaše potovanje v ljubezni in poleg tega ni na tem nič Božjega. Amen. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname, predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.